Lep večerni pozdrav, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci, ljubitelice in ljubitelji slovenskega nogometa, dobrodošli v našo družbo. V Posavju se začenja tretji krog nove sezone Prve lige Telekom Slovenije. Nogometni klub Krško na stadionu Matije Gubca gosti ekipo Triglava iz Kranja, ki si je v prejšnji sezoni z naslovom prvaka v drugi ligi zagotovila vrnitev v elitno druščino. Verjetno uvršča v začetno enajsterico, zdaj pa priložnost za Triglav. Lepo preigravanje Mlakarja, tudi nekaj sreče, priložnost za Triglav, Mlakar je prišel do strela in 11-metrovka. 11-metrovka za Triglav in rumeni karton za Klemna Šturma. Poglejmo, ali lahko Matej Poplatnik pride do svojega drugega zadetka na prvoligaški ravni. Zelo zanesljivo izvedena 11-metrovka, v povsem napačno stran je poslal Marka Zalokarja in Triglav vodi z 1-0. Ki so se odpravili na gostovanje v Krško. V nedeljo pa potem Olimpija Aluminij, tudi to tekmo si boste lahko ogledali v posnetku v ponedeljek. No, priložnost zdaj za Diokeja, ki je odbito žogo Džafića poslal proti vratom. Še en napad Krškega, tam je bil Jurina, pa še enkrat Dioke, tudi tokrat po tleh in na koncu Elvis Džafić. Tonči Mujan odbija, Džafić, še en strel domačih. Mujan, Škrbić, to je zdaj nevarno in izenačenje. 1-1, Tonči Mujan je podal, Miljan Škrbić pa prišel do svojega 5. gola v letošnji sezoni. Klemen Šturm bo izvajalec prostega strela. Zanimiv poskus Šturma je bil to. Mandić na desnem krilu. Mandić do strela. Mimo gola Mandić. Na prvoligaški sceni za Krško, medtem pa Majcen v ključnem bloku. Krajcer. Ali se bo znova odločil za neposreden strel proti vratom. Šturm, poglejmo, tokrat nizka žoga v sredino in ni zadetka. Precejšnja razdalja, Eju bo očitno sprožil po tleh mimo gola. Pred njim je Gvardjančić, Mujan s podajo, priložnost je to in na koncu Džafić. Pa dobro, to je malo heca bilo, da je bila šokantna, ker to, kar mi te šanse koje promašivamo, mislim, mi ih moramo stvoriti 10 da bi dali svaku tekmu da bi dali 2 gola. Po mojem rezultat nije bio realan, mislim da smo mi bili zelo, dosti bliže zmagi, oziroma 3 pike. Na koncu škoda pravim, imali smo vse. Oni po mojem nisu imali neke priložnosti, skoro pa cijelu tekmu. Mi smo pa imali sigurno 5-6 takih pravih priložnosti, pa je žoga tu vedno kružila okrog njihove stative. Ni šla not, škoda na koncu, evo i tu u 91. kaj je bila 92. minuta. Zapucamo sa 6-7 metrov, mislim čista situacija. Kaj ćeš, što je tako dalje delat? Ne, mislim da delitev točk da je zaslužena. Na trenutke smo bili boljši nasprotnik, predvsem ko smo imeli žogo v svoji posesti. V določenih trenutkih smo prepustili preveč inicijative domačinom, ki so praktično zadeli z edine prave priložnosti in na koncu, po mojem mnenju, je delitev točk pravična. Tako da čestitam fantom, ampak mislim da smo mi sposobni igrati dosti boljše kot smo danes igrali.